Zelo smo veseli in ponosni, da nam je po dolgih mesecih korone, ki nas je skoraj dotolkla, pa vendar ne, da smo se spet lahko dobili na tem večeru. Naslednji večer bo tudi enkrat, ne vemo, kdaj točno, spremljajte nas ne vem, v kratkem mesecu, dveh, to bi mogel bolj natančno povedati, pa na žalost ne vem. Skratka, vem pa, da danes imamo pogovor na temo odnosa režiser-montažer oziroma predvsem se bomo posvetili montažerjem, prav njim. Z mano sta Jurij Moškon, se pravi starejši kolega, pa mlajši kolega Andrej Nagode, dva priznana slovenska montažerja. Mogoče lahko začnemo najprej s starejšim. Jurij Moškon je, ne vem, če to lahko rečem, no, če si glih hišni montažer na Vertigu, ampak dolgo leta pa pri veliko projektih produkcijske hiše Vertigo oziroma Emotion Film si pri njih na številnih filmih sodeloval. Bil večkrat tudi nagrajen prav za montažo. Ne vem, tole lahko mogoče pokažem kar takoj. Se pravi, malo filme, če naštejemo, Gremo mi po svoje, Zavedno, Hvala za Sunderland, Delo osvobaja, Utrip ljubezni, Ne bom več luzerka in tako dalje. Se pravi, število filmov, na katerih si bil, jih lahko štejemo, jih je kar več 10, ne, če že ne čez 100. No, se bomo, samo da še mlajšega kolega, ne. Mlajši kolega Andrej Nagode je pa član, kako bi se temu reklo, priznane montažerske generacije, ki je v zadnjih letih vzniknila iz akademije. Med novimi programi, ki so se pri prenovi Akademije za gledališče, radio, film in televizijo zgodili, je glih program montaže, bi lahko rekli, eden najbolj uspešnih. Zdaj ne vem, mogoče kdo zdaj zelo jezen, ampak dejansko se je pojavila cela generacija montažerjev, ki so ne samo, da veliko delajo, da so zelo iskani, ampak so tudi zelo uspešni pri celi vrsti filmov, so kljub mladim letom že sodelovali in recimo od Andreja par filmov naštejemo. Nisi mi pripravil pač teh plakatov, ampak vse tule piše, recimo že kar, ne vem koliko ima, že kar ene par celovečercev, recimo Potoraj, Igram sem, Hči Kamore, Srečno Orlo, Dom ljubi dom, se pravi različni neki filmi, ki jih poznamo, mislim, so bili tudi zelo uspešni pa nagrajeni pa delajo si s priznanimi avtorji, tako starejšimi kot mlajšimi. Zdaj bi pa kar mogoče oba dva povabil, če na kratko predstavita svojo neko predzgodovino, ne, kako sta sploh se zapletla v te montažerske vode oziroma to, ja. Kar izvolite, Jurij. Starejši ima prednost. Zdaj tako, moja pot ni čist navadna, bi rekel, ne zdaj nekaj posebenega, ampak ne gre po klasični poti, da sem se vpisal na šolo in to, ampak je šla preko lokalne televizije. Tako da probal bom čim na krajše povedati, ker je vse skupaj malo bolj komplicirano, ampak nekako v kratkem. Moj oče je bil že novinar in že kot majhen sem imel doma 8-milimetrsko kamero in celo montažo, montažni nož za 8-milimetrski film in me je že takrat to navduševalo, ampak takrat še nisem seveda čisto razumel, za kaj gre. Potem je moj oče ustanovil lokalno televizijo v Novem mestu in sem jaz nekako začel tam delati, nekako bi rekel, samodejno sem začel. Po enih 6-7 letih izkušenj na oddajah, snemanje, montaže, sem prišel nekako do tega, da mene zelo veseli snemati in montirati, da nekako režija mi pa ne leži, da nisem režiser, nisem tisti. Čeprav sem tam probal vse, producirati, pometati studio, voziti avto. Takrat na AGRFT-ju ni bilo ne kamere, ne montaže, za režijo se pa nisem odločil in sem v bistvu šel nekaj študirati drugega, kar tudi nisem doštudiral. Sem pa nekako si želel, da bi šel v tujino. To je bilo sredi 90-ih let in sem bil celo sprejet na neko akademijo v Avstraliji, ampak na žalost takrat denarja nisem imel za doiti.
moral bi imeti, ne vem, takrat $20,000. To je bilo takrat ogromno denarja. Sem pa nekaj denarja zbral in so me nekako sprejeli na enoletni študij. To ni v bistvu ni workshop, je več kot workshop, ni pa pravi študij na FAMU 3F, to je za tuje študente, kamor sem šel, pa tudi oče je bil vesel, da sem šel pol v Prago namesto v Avstralijo, ne. Ko sem se vrnil nazaj, je pa v bistvu temu jaz pravim, da moraš biti v pravem trenutku na pravem mestu, ne. Zdaj, nikoli mi ni čisto jasno, ali ima človek srečo, da nekam pride, ali te tvoja želja potem, da nekaj narediš, pripelje do tega, ne. Namreč moji mali sestrični, Ida in Maja Vajs, so takrat se pripravljali glih na snemanje Varuha meje in niso imeli tako asistenta kamere kot pozneje tudi asistenta montaže in najprej so me vprašali, če bi bil asistent kamere, ne, na 35 milimetrskih kamerah. Sem rekel, to je malo preveč zame, bil sem čisto nov, prehuda odgovornost. Pa je rekla, rabimo pa tudi asistenta montaže. In to sem rekel takrat, ja, to pa bom. Bil je pa še trenutek, to je bilo leta 2000, ko se je v bistvu postprodukcija filmska začela umikati iz klasičnega filma, ne. Točno do leta 2000 se je večina filmov še montirala na klasični film. Takrat je pa Viba kupila prvo nelinearno montažo in jaz sem začel preko učenja nelinearne montaže, kako celovečerni film spraviti, se pravi kot asistent montaže. In sem se potem v bistvu zelo hitro vklopil, ker asistentov, ki bi to poznali, takrat ni bilo, vsi so znali samo klasični film. Jaz sem se pa naučil postprodukcijo, se pravi preko nove offline montaže, ne. To je točno 20 let nazaj, bi rekel temu, in tako se je potem moja profesionalna pot začela, ne. Mogoče bi sem še to povedal, da sem seveda hvaležen vsem tem, čeprav so sestrične Maja in Ida Vajs, ampak vseeno, da dobiš priliko, da delaš na celovečernem filmu kot tako rekoč neizkušen, je velika priložnost, ki jo seveda moraš znati tudi izkoristiti, ne. O drugih stvareh, ki so naprej, pa potem pozneje, ne. Samo še to mogoče, kjer je bil pol pa prvi film tvoj avtorski, celovečerni? Prvi avtorski je v bistvu Delo osvobaja. Zdaj se moram pa potem bi moral pomeš še nekaj povedati, ne, da sem poleg hvaležen za to prvo priliko, ki sem dobil na Varuhu meje, potem hvaležen tudi v bistvu Danijelu Hočevarju, ki me je poklical kot asistenta na rezervne dele, kjer sem bil asistent Andriji Zafranoviću, ne. In z njim sva od takrat enih 10 filmov skupaj montirala. Od začetka sem bil samo njegov asistent, pozneje sva pa v bistvu skupaj podpisana pod filmi kot montažerja oba. Jaz moram reči, da sem se od njega vse naučil. On me je, ne, nisem v šolo hodil, ampak mogoče je ta šola preko enega takega mojstra še več vredna. Se pravi Dane, potem sem seveda pa Damjanu Kozoletu hvaležen, ker mi je dal pa prvo priliko na Delo osvobaja, ki je rekel, to je en televizijski film, ne bomo Andreje klicali, pa bi mogoče kar ti probal to zmontirati, ne. In takrat sem v bistvu začel pa to svojo potem, bi rekel, kariero montažerja, ne. Pravzaprav še, če sem še čisto natančen, pred tem sva zmontirala en kratki del, to je Vizija Evrope. To je bil en omnibus, ki ga je tale produkcija od Larsa von Trierja organizirala. Iz vseh novih evropskih 25 držav je v vsaki državi en naredil kratek film, ki so ga združili v omnibus, ne, ki se imenoval Vizija Evrope. In v bistvu je tako rekoč je ta kratki film moje prvo avtorsko delo, ne, skoraj. Okay. Mogoče še kakšen bil prej, pa se nisem čisto na točnem. Okay. Kaj pa ti, Andrej, kako si se zaplezal? Ja, jaz sem v bistvu pač nekako v srednji šoli sem začel malo bolj filme gledati in so me pač nekako malo prevzeli. In nisem čisto vedel, kaj bi zdaj šel v bistvu zares, kaj bi s tem naredil. In pol pač sem videl, da so na AGRFT-ju pač odprli smer montaža. In pač moja starša sta glasbenika in pač jaz sem se tudi z glasbo ukvarjal pač kot otrok in nekako se mi je zdelo, da montaža pa glasba sta si zelo sorodni.
In pa sem se pač upisal na AGRFT in bil sprejet. In A to je bilo sploh prvo leto, ko se je ta smer odprla? drugo. To je bilo jutri 10 let, v bistvu 2010. In pač pol, ne vem, zares me je montaža navdušila glih v prvem letniku, zato ker sem imel pač carske sošolce, s katerimi smo super delali in imel sem 2 carska mentorja, to sta bila Olga Toni pa Stanko Kostanjevc. In pač se mi zdi, da ona dva sta nas res, sta nam pokazala, kaj pomeni imeti rad film, no. To se mi zdi in to pa smo se malo nalezali tega, pa nekako, ja. Pa pač je bila ful sreča, da me je klical Blaž Završnik, ki je delal čist off na hitro po Turaj in je rekel, rabim bi enega montažerja, bi ti to montiral, pač gremo na hitro, da to in pač tako se je pa začel valiti nekako. Se pravi, ti si šel dost naivno tudi na to akademijo, se pravi... Zelo, zelo naivno, ja. Tako, prej nisi imel, gledal filme, pa gremo probati to montažo, pa da vidimo. Točno to, ja. Dobro. V redu, vse malo sta že nakazala, se pravi, naslednje vprašanje je bilo, kdo so bili res vajini mentorji ali pa mogoče tudi zgledi, se pravi, ti si že omenil, Juri, pa tudi ti profesorje, ne, ampak tudi mogoče kakšni zgledi ali pa neki zanimivi pristopi, ki so vaju čisto navdihovali, če bi mogoče koga izpostavila. Mogoče tudi v principu dela, čist, izvolite. Dobro, zdaj, ko smo v tem vrstnem redu. Seveda jaz moram poudarjam tega Andrijo, ampak tudi drugim ljudem sem hvaležen, naprimer tukaj je tudi z nami Miroslav Mandić, ki je bil v času, ko sem bil na FAMU-ju profesor in njemu sem tudi veliko hvaležen, ker mogoče lahko bi veliko več stvari povedal o tej svoji predzgodovini. Ena je bila tudi, ko sem šel na FAMU takrat se še nisem mogel odločiti, vedel sem nekako, da je kamera pa montaža, da sta meni najbolj zanimiva. To jaz danes recimo mogoče imenujem tehnično kreativni tipi, se pravi, to smo tisti, ki nekako obvladamo tehniko in se z njo izražamo. Režija je pa čist samo kreativna in v bistvu režiserje smatram tiste, ki so tudi dobri avtorji. Jaz nikoli nisem znal dobro pisati scenarije in to mi je potem Miroslav potrdil, ko sem napisal en scenarij za prvi, je rekel, pa to je kar dober, pa ko sem za resno snemanje, drugič prišel je pa rekel, kaj pa te ljudje delajo v filmu. Pogrunto, da nimam smisla za to, ne, in v bistvu, čeprav sem film posnel na 16 mm in ga končal z tonsko kopijo, ne, na kar sem ponosen, sem vseeno ugotovil, da režija ni zame, da ne znam dosti dobro pisati zgodb, ne. In že to, ko sem šel na FAMU, ko sem nazaj prišel, sem vedel, moja je ali kamera ali montaža, ne. V montažu sem šel pol v bistvu preko te zgodbe z Varuhom meje, ampak mi tudi ni žal, ker sem gotovo, da je to tisto, kar jaz najrajši delam, ne. Poleg Andrije, zdaj kakšnih posebej ljudi, seveda od vsakega režiserja, od pri vsakem projektu se nekaj naučiš, ne. Pol tudi vidiš, recimo, delaš z nekimi režiserji, ki jih mogoče tukaj ne spoštuješ, pa ti gre malo na živce, se pravi, se ne ujameš z njimi, pa vseeno, če greš čez sebe, delaš z njimi in potem ugotoviš, da se tudi od njih lahko marsikaj naučiš, ne. Seveda, naš poklic je predvsem to, da moraš biti zmeraj odprt in sprejemati nove poglede in potem se v bistvu lahko veliko novega naučiš, ne. Če pa ne znaš sprejemati, potem se pa zapreš in ne moreš napredovati. Recimo od Zafranovića, čisto konkretno, kaj se ti zdi, da so kakšne kvalitete, ki si jih opazil ali pa bi jih lahko opredelil? Kot prvo, on je tak človek, ki je pripravljen predajati znanje, ne. Se pravi, mi, da so bila sodelavca na projektu, veste, kako je dostikrat je kdo ljubosumen, pa noče predajati, ne. Različni so profesorji, eni ne znajo predajati znanje naprej, ne. On v bistvu v zameno za to, ne, se pravi, jaz sem bil asistent, jaz sem operiral z nelinearno montažo,
bilo je tudi tako, da on v bistvu nikoli ni hotel, on je sam na klasični film montiral, ko so prišle linearne montaže, se ni hotel naučiti, oziroma rekel, da je prestr, da bi se on to učil in je zmeraj imel asistenta. V Sloveniji več ali manj z mano delal, na Hrvaškem z drugim, v Bosni s tretjim. In v bistvu meni je enkrat rekel, da jaz zelo hiter delam, v bistvu, da sem najhitrejši. Ne. Jaz sem bil v bistvu tako srečen, da z njim delam, da sem se maksimalno potrudil, da čim hitreje delam. Ne bi bilo pa to fejst, ker je rekel, največji problem je, ker imam idejo in če mi asistent ne najde, potem ta ideja gre. Ne. Jaz sem pa teh stvari hiter sem operiral z montažo in on je bil vesel s tem in v bistvu neko zameno, ker sem jaz njemu olajšal delo, je pa on mene učil. Ne. Tako si jaz to predstavljam v nekem smislu. Ne. Se pravi, kot prvo on je pripravljen to predati, kot drugo znanje, vemo, da je enormno, on je delal s Kusturico, filmi so bili nagrajeni v Cannu, ne, se pravi on. Rekel, če ni najboljši, je pa med 5 najboljšimi montažerji na področju bivše Jugoslavije. Ne. In nasplošno, ko sva dostikrat po teh montažnih seansah sedela na kavi, mi je govoril o neke stvari, recimo ena prva takih je bila že na rezervnih delih. Rekel, da sem jaz eno malo neumnost naredil med montažo, Damjanu ena scena ni bila všeč, je rekel, to sem že slabo posnel in potem sem jaz rekel, ja, pa se tudi lahko vržemo ven. In pa je on, kaj bomo tu vedeli, ne, moramo probati zmontirati. In potem, ko sem šel jaz mislim, malo se je razboril in pol, ko so bila na kavi z Andrijo, mi reče prva stvar prav, Jure, montaža je psihologija. Pa jaz vam rekel tako, dati kadre skupaj sestaviti zna tudi moja baba. Ampak montaža je psihologija. Ti moraš najprej z režiserjem psihološko delati. Ne. On je zdaj po snemanju, je ne vem, recimo, režiserji so dostikrat ali euforični ali so depresivni, pa ne mislim s tem zdaj nič slabega. V bistvu, če niso euforični ali pa depresivni, pomeni, da mu je vseeno za material. Ne. V bistvu pričakuješ, da bo. In zdaj, če imaš euforičnega režiserja, ga moraš ti najprej umiriti malo. Ne. Se pravi, začneš montirati in potem se on umiri in po enem tednu začne funkcionirati. Ne. Če je v depresiji, ne, to je dostikrat po napornih snemanjih, ne, snemajo en mesec, dva, so nočna snemanja, utrud človeka, ne, in potem snemanje ni bilo tako, kot je želel, pride v montažo in reče dostikrat katastrofa, to ni nič, to ne bo. In ti moraš začeti montirati, mu pokazati, ne, in to je ta psihologija, ki sem v bistvu pogruntal, da najbolj funkcionira, ne, da ti v parih dneh dobiš režiserja nazaj in pol on začne sodelovati, in potem lahko z njim sodeluješ naprej. Ne. Če bi ga pa pustil v tistem stanju, bi bilo pa čisto neproduktivno. Ne. In to se pravi, to je bila prva šola in take stvari je recimo on mene naučil. Ne. Okay. Kaj pa ti, Andrej? Ja, mi dva imava očitno z Jurijem skupno osebo, no, kar se vidi Miroslava tamle, ki sedi, ki je tudi pač itak bil carski profesor naš že za scenaristiko na faksu. In pač mi kot montažerji smo imeli tudi pri njemu predmet, ne, kar je bilo zelo dobro. Ampak pol pa sem imel tudi srečo, da sva začela sodelovati skupaj, pa tako pa sva. In recimo ena stvar, mislim, on je itak tako res v tem znanju je pač tudi izjemen, pač ogromno ve o filmu, o teoriji, tako pač in res je isto, recimo tako ne med montažo, ampak recimo po montaži se z njim pogovarjati je ful fascinantno v kjeremkoli filmu. Kar pa mogoče o montaži, kar me on nekako naučil, je pa to, da zaupaš kadru. Pač da ni tako, da moraš za vsako ceno pač montirati, ampak da je tudi ti ni treba montirati, pa pač zaupaš temu, kar je in je to, kar film rabi, pač, da nisi živčen, pa si rečeš, ojoj, to pa zdaj pa jaz ne delam svojega dela, ker pač ne montiram, ampak pač lahko. Ker ni rezal, ja. Ja, ne. Tako da, ja. Ok, zdaj, po mojih izkušnjah, ne, kolikor jih imam, se mi zdi, da je montaža pogosto zelo, mislim, ali pa je to njena temeljna definicija včasih da je zelo neopredeljiva. Ne. Se mi zdi, da se pogosto zgodi, da pri neka groba montaža že vsebuje vse take, je že nekako vse tam postavljeno. Ima prizor recimo začetek, sredino, konc, ampak ne funkcionira
ne veš čisto dobro, zakaj, vidiš te igralce, kako se neki naprezajo, mečejo neke replike, vse je mrtvo. In pol ti lahko to mesece montiraš, samo malo podaljšuješ, malo kje skrajšaš in kar naenkrat to zaživi. Zdaj ne vem, če se s tem strinjate ali pa imate take podobne občutke. Kaj bi vidva rekla, kako bi definirala, kaj montaža dejansko počne v tem smislu? Mislim, vem, da je malo tako mehko vprašanje, filozofsko, ampak kaj dejansko montaža počne? Mislim, lahko tudi, lahko tudi štartamo bolj iz nekega tehničnega ali pa nekega, kar izvoli. Mogoče imam neko tle idejo. Seveda montažo je težko definirati, zakaj, ne. Mogoče sem velikokrat referiral na Andrijo ali pa tudi še na koga drugega, ne. Andrija recimo je govoril, da je montaža druga režija, ne. Prav, zdaj režiser v montaži v bistvu drugič režira svoj film, ne. Se pravi, na snemanju ga je posnel, pride v montažo in ga še enkrat režira, ne. In v bistvu z montažerjem skupaj še enkrat, ne. Jaz sem o tem razmišljal, saj ja, je res, da je montaža, ampak v bistvu lahko tudi rečemo, da je film montaža, ne. Saj, ko že nekdo piše scenarij, mora razmišljati montažno, ne. To delce stvarnosti že piše in dober scenarij bo tudi pisan tako, že montažno pisan. Seveda, tudi snemalec mora kamero postaviti tako, da bo šla potem v montaži skupaj, ker če ne gre, potem ne razmišlja dobro, se pravi, tudi snemalec pol ne razmišlja montažno, ne. Tako da film dejansko je montaža, ne moramo pa zdaj reči, ja, je montaža, to je tudi igra, je tudi režija, to vzdušje narediti, scenografija je to, ne. Ampak definitivno lahko rečemo, da je montaža zelo, zelo film, zelo, ne. Esenca, ne? Ja, esenca, kako bi temu rekel, ne. Da je prepreden čez režijo, čez snemanje, čez scenarij, ne, čez komplet produkcijo je prepredena, ne. Se pravi, zdaj, če niso že prej scenaristi, snemalci, režiserji razmišljali montažno, potem smo tudi v montaži malo izgubljeni in seveda rešujemo tisto, kar se da. Če pa je scenarist in ta prejšnja ekipa razmišljala montažno, pa dobimo dober material, ki ga zelo enostavno sestavimo in potem v bistvu rečeš, nisi imel kaj montirati, ne. Ampak seveda v realnosti je tako, da so različno posnete scene, tudi ki so bile dobro planirane, niso, ne, in v bistvu v montaži probamo detektirati napake, ki so se zgodile v scenariju ali med snemanjem in jih skušamo odpraviti iz tle, ne. Zdaj pa napake. Napake so pa različne od filma, ne. Eni filmi imajo radi napake, delamo napake, ne. Drugi filmi hočejo biti polikani, ne. In v bistvu montaža je nekako dojemanje, kaj je režiser hotel, ali pa mogoče kdaj tudi režiser ne ve, kaj je hotel, pa mora montažer začutiti, kaj je ta zgodba hotela povedati, kakšen je film, ne. Tako da montaža je dejansko kompleksna zadeva, ne, ki lahko rečeš vse in nič, ne. Izvoli, Andrej. Ja, jaz sem enkrat prebral v eni knjigi, v bistvu so bili eni intervjuji z Walterjem Murchem. Walter Murch je zelo znan filmski montažer in on je glih rekel, da je film sestavljen, on je tudi prevajal veliko poezije in je rekel, da je to v bistvu film nastaja skozi vrsto prevodov, ne. Recimo imaš najprej scenarij, pa pač potem to prevedeš v slike, pa v podobe. To, kar je Jurij rekel, ne vem, recimo pač čisto kadriranje, mizanscena, igralci, vse. In potem to prevedeš skozi pač čas, daš ves ta material v nek čas, ki je pač film in ga prevedeš v spet nek nov jezik, to je pa pač montaža, ne. Tako da se mi zdi, da ta čas je ful pomembna stvar v montaži nekako. Ja, sej, to so zdaj zelo pesniško pač pristopam, no, že, ampak zdi se mi, da je izrazito dobro po teh nekih osnovnih postopkih montaže, ko se material v bistvu uredi, se skorigira lapsuse, logično postavi orientacije prostora, časa, te neke osnovne stvari. V tem globljem smislu ko montaža nekako poskuša res kalibrirati nek občutek, čim bolj, ne, je zelo
vezana na čas. V smislu, če je nekaj prekratko, ali ni smešno, ali ne občutimo na prav način, ali če je predolgo, kot da bi bila, se pravi, emocija zelo povezana s časom, oziroma emocija je čas, ne, to taka zelo radikalna. Se vam zdi, da je to, mislim, kaj s tem časom v montaži, ker je zelo pomembno, iste stvari zelo različno funkcionirajo, samo če so malo drugače zarezane in včasih je to res vprašanje, ne vem, frame-ov, ne. Ja, to temo, ko si načel, ne, jaz sem tudi dosti razmišljal, kaj v bistvu montažer dela, s čim se mi ukvarjamo, ne, in nekako se mi zdi, da se ukvarjamo z 3 stvarmi, ne, pa še 4. pride, ne, in sicer prva stvar je prostor, druga je čas, tretji je ritem, nekako z časom tudi ritem postavljamo in potem tista 4. stvar, ki je meni že vprašanje, ali je stvar režije ali je montažerja, je dramaturgija, ne. Jaz se na ta način tudi lotevam montaže, tudi povem režiserjem, ki prvi z njim delam, jaz hočem najprej, govorimo o igranih, ne, dokumentarni je seveda druga zgodba, ampak o igranih. Večinoma imamo mi posnetih 5-6 kadrov recimo, ali pa 3 kadre, ali pa en kader, kakorkoli, ampak rečemo povprečno je 3-4-5 kadrov. In meni je zdaj prvo vprašanje, ko to sekvenco hočem sestaviti, kakšen prostor bom ustvaril, se pravi, na kakšen način bom šel v montažo, ali preko bližnjih planov, pa potem nekih totalov, ali bom na sred sekvence dal total, pa na koncu z close-upi, ne, in s tem ustvarjamo najprej prostor. Ko nekako definiram pri sekvenci prostor, potem delam čas, ne. Čas je pa tako odvisno od tega, kakšna je sekvenca, ne. Zdaj, če jo hočeš pospešiti, seveda režeš hitreje, hočeš, da grejo stvari naprej, ali pa ne samo sekvenca, film, ne. Zdaj, filmi, kjer hočeš bolj melanholijo oziroma hočeš, da gre počasneje, boš puščal daljše, ne. Tle zdaj ni pravila, pač material imaš, oziroma rekom tako, da že sam material te nekako sili v neko montažo. Zdaj, če je snemano iz roke, je ponavadi montaža hitrejša. Ni rečeno, ne, ampak v večini primerov je. Medtem ko če je pa snemano bolj klasično, statični kadri, je ponavadi ritem počasnejši. Pravim, spet ni rečeno, ampak v večini primerov to na koncu izpade, ker če ti skušaš na silo nekaj z materialom delati, ne bo dobro izpadlo, ne. Tako da v bistvu prilagajam čas in ko prilagajam čas, dobiš tudi neki ritem ven iz tega, ne. In to je znotraj sekvence rečeno, in ko sestaviš cel film, te sekvence, dobiš ta film in potem se začneš pa spraševati o dramaturgiji, ali zdaj ta zgodba štima ali ne štima, ali je treba kaj prestaviti ali ne, pokrajšati, se pravi, nekje je prepočasen, nekje je predaljši, tle pa za vsak film specifično. Treba ga je gledati, večkrat gledati, debatirati, kaj je režiser hotel, kako ga ti vidiš. V bistvu prvič, ko film zmontiraš, ga dejansko vidiš in takrat se šele lahko začneš odločati, ne. Tudi če me kdo sprašuje prej, kako bo ta film montiran, si rekel, dokler ga ne sestavim, težko rečem. Lahko tudi pol čisto spremenim ritem, če vidim, da ne štima, ne, ali da je bil prehiter montiran ali prepočas, ne. Seveda, več imaš izkušenj, bolj natančno greš v montažo, bolj hitreje dojameš, kakšen je ta film, kakšen ritem, se pravi, pogledaš nekaj kadrov ali pa par sekvenc in dobiš nekako občutek, kako je snemano, in bolj natančno na začetku zadaneš, lažje ti je pozneje, ne. Kar sem rekel pa okrog te dramaturgije je pa tako, ne, zdaj dramaturgija je stvar režije, to bi moral režiser v bistvu narediti, ne. Zdaj ponekod pričakujejo, da to montažer dela ali pa pomaga narediti, ne, in zdaj pa seveda odvisno, s kom delaš in v kakšnem odnosu si z njim. Pri nekaterih filmih zelo vplivam na dramaturgijo, pri drugih pa niti ne, ne. Andrej, bi ti kaj dodal? Ja, mislim, vse to, kar je Jurij povedal, je že zelo lepo strnjen, se mi zdi, ker ne vem, mislim, ja, gotovo na začetku pač se dela, ne vem, saj pri sebi vidim recimo pri igranih filmih, da recimo se naredijo pač posebej prizori, vsi prizori, se da to skupaj, je pol to nek assembly ali pa rough cut, kakorkoli. In pol v bistvu se zares začne delo, ne, ker je pač res pol vse odvisno od vsega, pač kaj nekje vzameš, pa ne vem, če to recimo sva se tudi velikokrat z Miroslavom pogovarjala, da
recimo, če se pač nekaj spremeni na začetku filma, ne, je treba cel film pogledati do konca, zato ker je pač to toliko važno, ne, kako je pač, kaj sledi, pa tako da. Ja, vse v nekih razmerjih, kaj je prej, pa kaj je pol. Vse so skozi neke okoliščine. Ne. Vse to je. To bi še mogoče, se pravi, pri montaži, ne, pri delu z različnimi režiserji ali pa v vajinem pristopu, a bi znala opredeliti, se pravi, nek kriterij kvalitete. Zakaj, mislim, kaj v neke sekvenci ali pa v filmu se zasleduje v smislu, a se bojimo, da je, mislim, a pristopamo zelo impulzivno, to se nam ne gleda, to se nam gleda, ali pristopamo stališča neke ideje, ali se bojimo recimo dolg časa, pa hočemo v tem smislu, kdaj se navlčemo, ali pa čisto, a je vama osebno kak pristop bližje, a pristopate zelo racionalno ali pa zelo impulzivno, čisto tak nekako prvinsko? Mene vodi instinkt. Zmeraj se skušam na instinkt in mislim, da je zelo pomembno, da čim bolj vzgajaš to, da znaš poslušati svoj instinkt. Ker največkrat se mi je pokazalo, da kadar sem poslušal svoj instinkt, da sem najboljš naredil. Ne. Ko začneš preveč racionalno razmišljati, ne prideš več daleč. Ne. Nekako tudi daj, če se ti kaj zdi, da ni tako, kot bi moglo biti, pa da ne veš, zakaj delaš, da je dobro probati in narediti, ker mislim, da je sploh z izkušnjami več filmov zmontiraš, več si jih dal čez, bolj ti instinkt tudi deluje, če ga znaš poslušati. Ne. Zdaj, montaže so pa zelo različne, ne. Režiserji so različni, bom rekel celo tako, režiserji tudi več projektov delaš z enim režiserjem in na vsakem projektu lahko drugačen. Ne. Vsak material je zgodba zase v bistvu. Ne. Dobro, pa rečemo recimo, da z nekom, ki se poznaš, ki delaš z njim več filmov, približno pričakuješ, kako stvari potekajo, imate že neke urnike, točno veš, ali rad hodi v montažo, ali noče v montažo hoditi in tako naprej. Vem pa, da je bilo zmeraj, kadar smo z Andrejo delali, je on malo teral, ne. On je zmeraj preganjal, je rekel, v montaži, če se malo ne preganjaš, potem zaspiš, ne. Tako da v bistvu dobro se je tudi v montaži, čeprav imaš ti čas in tam sediš sam ali z režiserjem ali s komorkoli, da se malo preganjaš, ne, da malo, bi rekel, nekako progresivno nastopaš k delu, ne, ker drugače lahko zaspiš. In tudi dostikrat vidiš, da v času montaže, če se malo preganjaš, pa narediš kakšno napako, kdaj kaj dobrega rata, ne, oziroma velikokrat kaj dobrega rata v montaži, nekaj, ko samo iz sebe pride. Se spomnim, da večkrat recimo sem nekaj montiral, pa sem narobe zmontiral, kot mi je Andreja govoril, ne. Sem rekel, oprosti, to mi je računalnik sam vrgel. Ne, dobro. Ne. Ostanejo potem tudi taki rezi v filmu, ne. Zdaj, ko pa ti zaspiš, pa vse počasi, se pa ne premakneš nikamor. In tudi, če delaš z različnimi režiserji, seveda, tako kot pravim, meni so bolj počasni, jih moraš ti kot montažer potem malo preganjati, ne. Dej to, dej. Da imaš pa spet tiste režiserje, ki pa oni tebe preganjajo, ne, in bi radi kar več, kot si v bistvu zmožen narediti, jih moraš pa ustavljati. Čakaj, ne morem vse. Ne. Tako da pristopi so zelo različni. Ne. Hudi manipulatorji ste očitno montažerji. Izvoli, Andrej, še ti, mislim... Ja, mislim, jaz tudi nekako probam nekako čim bolj instinktivno recimo tudi odreagirati na material, pa to recimo, ko ga prvič pogledam, pa itak je, ja, se mi zdi veliko na tem pač na dialogu z režiserjem, se mi zdi, ne. Pač, da ima vsak neke svoje pomisleke, svoje dobre stvari, slabe stvari v materialu in pol pač nekako se dela, ne. Mislim, zdaj iz tega pogovora že se nekako kaže, da je ta montaža dosti neopredeljiva, pa da se pač potaplja tu na neka področja, ko so zelo neulovljiva. Ja, kako preprečiti, da mislim, da človek postane odvisen od montaže, ne? Ker to, mislim, meni se zdi, da je zelo taka zasvojljiva oziroma da
se tudi lahko, če ne paziš, ujameš v neke detajle, ki mogoče so nepomembni ali pa se ti nekaj dogaja, misliš, da ne vem kaj, pa so mogoče to prevelike nianse. A imaš mogoče kaj o tem zapovedati? Ja, ne vem, jaz sem bolj še v tej fazi, ko se zapičam po kakšne detajle, pa to pa pol, to se mi zdi je ful tudi odvisno od malo kilometrine pa izkušenj, no? Ker se mi zdi, da je velike nekoncentracije potrebne, da pač lahko gledaš na nekih večjih lokih, da se zdaj ne zapičaš recimo v nek res ali pa v nek prizor, ampak da pač veš, da rabiš za zgodbo, ne vem, da en lik narediš nek velik lok, kaj se z njim zgodi in pač zgledaš v, ne vem, teh 20-30 minutah, kaj jih zdaj imaš in znaš pač nekako organizirati vse stvari, a ne. Tako da pač to pa moje bolj kilometrina, no. Jaz sem še bolj se lovim v tem. Ja, zdaj zasvojen, tako da rekel, odvisnost do tako kot je on rekel, v bistvu nekaj, da preveč bi rekel, se kompliciraš v nekem smislu, ne, ali odvisnost v tem, da ne moreš nehati delati. Tle je več različnih odvisnosti. Ja, jaz mislim to, mislim oboje, zelo te potegne not, mislim montaža se mi zdi, da lahko zelo povleče. Prva stvar, ta odvisnost, bi rekel, na globalni mojem nivoju je ta, da takrat pred 20 leti, ko sem se odločil, ne, rečem vsakmu, seveda mi umetniki smo zmeraj najkrajše odnesemo od teh kriz in tega, ne, in ko sem se iz tega lotil, sem šel zavestno, se rekel, to je tisti kompromis, ki ga moraš vzeti, ne, ko bo kriza ali pa ni projektov, stradamo, ne, in je težko živeti, pa imaš lahko preveč dela, ne. Ampak rečemo vsakmu, še zmeraj po 20 letih jaz z užitkom grem delati, ne. In zdaj recimo v tej COVID krizi od decembra nisem nič delal, tako rekoč sem bil 8 mesecev doma in sem komaj čakal, da sem zdaj začel prejšnji mesec delati, ne, neko televizijsko nadaljevanko, ampak je popolni užitek spet biti v montaži in spet sestavljati te slike in enostavno pri meni je to ta odvisnost, da če ni, potem pogrešaš nekaj, ne. Tle sploh ni vprašanje, ali za preživeti itak ne moreš, ko nič ne delaš, ne, ampak še bolj pogrešaš pa to delo, ustvarjanje slik, ne. Seveda, najbolj te pa navdihuje, ko najdeš neke rešitve, se pravi pri projektih, kjer se je zapletlo nekaj in so nerešljivi, potem, če ti najdeš rešitev, to je pa tisto, kar ti da največ, ne, in to te pol tudi najbolj privlači nazaj, ko znaš rešiti najtežje paciente, ne. Mislim, material, paciente. To bi še vprašal zdaj. Opravičujem se, no, prej sem pozabil povabiti, če ima kdo kako vprašanje, izvolite, prosim, kar pogumno za kogarkoli. Zdaj, a je kakšna razlika da bi, če lahko okrepimo kakšne predsodke med različnimi generacijami, ne? Če se kaj spreminja pristop starejše ali pa mlajše generacije do montaže, mimo nekih karakternih razlik režiserjev. To oziroma zdi se mi, da zelo veliko režiserjev že od nekdaj, v zadnjem času pa še bolj montirajo tudi sami, ne. Zakaj sploh režiser rabi montažerja? To recimo eno tako. Pa film, zakaj režiser naredi tega sam? Mislim, da vsi vemo, zato ker nima režiser kritičen pogled, ne, to je ta prva stvar, on je lahko v nek material in to vsi vemo, ne. Recimo delam zdaj z enim, sem njegov prvi celovečerni film montiral, drugače on videospote snema, ne, in potem v fazi dela mi on pošlje en videospot in me vpraša, sem dobro zmontiral, sem rekel, pa si ti znaš montirati, si ti lahko bi tudi film sam montiral, ne. Samo ni stvar v tem, ti imaš zraven sebe človeka, ki ti daje drug pogled in nekaj, kar se tebi zdi fenomenalno, ti jaz rečem, lep, mogoče ni tako fenomenalno, ne. In mogoče v nekih stvareh, ki niso v redu, pa jaz v njih nekaj najdem in potem iz tega nekaj rata, ne. Seveda, tudi obratno ne gre, jaz sem sebe ujel parkrat, z enim režiserjem nikakor nisem mogla neke stvari zmontirati, on je na nečem vztrajal, meni to ni bilo všeč in pol ure se rekel, čakaj, jaz to sam zmontiral in pol njega 2 dni ni bilo, zmontiral sekvenco, se dobiva naslednji dan
mu spustim to veselo, zdaj pa boš ti videl. Gledamo, no, kaj sem jaz tu zmontiral, ne, naredil eno solato. In sem takoj ugotovil, da gre v bistvu za zelo pomembno je ta skupno energijo, ne, da se pogovarjaš o tem, on ima neko idejo, jaz skušam to narediti boljš, se jaz zmotim, on reče, ne, to ni tako, jaz naredim nekaj dober, ja, super je. In v bistvu zelo težko je sam montirati, jaz filma sam ne znam zmontirati, ne. Ja, se zelo strinjam. Mislim, ker vsem se mi zdi, da material pač definitivno to kritično okolje se mi zdi dobro ali pa dobrodošlo, ampak vsem ima, mislim pa, če režiser je že v toliko fazah bil prej in je nek DNK, njegove ideje in njegove vizije je pač v materialu, a ne, in pač pol nekako se mi zdi dobro, da se montažer pa režiser pač nekako poklopta in pač vidita, da gresta v isto smer nekako, pač to ne pomeni zdaj, da vse rečeš, da je dober, kar on predlaga, ali pa da on reče tebi, da je vse dober, kar ti predlagaš in tako, ampak pač, da je neka komunikacija. Pa, da pač je, ja. Vidva recimo za vajene, če bi avtorski film naredila ali pa sta delala, bi vzela montažerja ali bi sama montirala? Kot ego ga bi najbrž sam montiral, sem bi sigurno še kakšnega montažerja poklical, ne. Nikoli nisem bil tako močan ego, ne. In tudi tako rekel, da prvi film, ko sem montiral, sem ga malo po naključju, ker nisem montažerja dobil, to je bil Zvenenje v glavi. Takrat sem bil še toliko mlad in še nič nisem vedel, da se mi je to zdelo, oziroma če bi zdaj gledal to nazaj, bi rekel, kako si se sploh upal iti celovečerni film montirati, ne, to je bilo takoj za Varuhom meje. Sem bil pa toliko pameten, da sem jaz takrat Košaku rekel, film je bil zmontiran in on je bil zadovoljen, ne. Sem rekel, daj ti še enega montažerja poklič, jaz se ne bi bil jaz zdajle se na tnalo dal za prvič, pa da pol ne mogel nič več delati, ker bi rekel, da je to za nič, ne. In je takrat poklical pokojnega Markota Glušca iz Srbije, je prišel na konec pogledati in v bistvu sem dobil še eno potrditev, da on sploh ni veliko stvari spremenil, ne. Tako da sem bi rekel, na en mah dve muhe ubil, ne, se pravi, nisem sebe spustil v neko situacijo, kjer bi mi lahko takrat pač profesionalci očitali nekaj in še neke potrditve sem dobil, kaj sem v redu naredil, kaj nisem, ne. Ja, jaz bi definitivno montažerja poklical, ja. Ja, jaz bom, ne vem, upam, da približno sledimo ali pa da nekaj je. Neka nit. To bi vas še vprašal. Zdaj pri različnih režiserjih ali pa tudi mogoče čist pri različnih filmih, v smislu igranja ali pa dokumentarni, imate lahko montažerji različne vloge, ne. Eni režiserji vemo, da radi puščajo montažerjem zelo proste roke ali pa daljše faze procesa so povsem prepuščene montažerjem. Ali pa recimo pri dokumentarnem filmu, kjer v montaži film nekako sploh dobi lahko scenarij ali pa se nekako vzpostavi neka dramaturgija. Kakšne izkušnje imate s tem, oziroma imate rada bolj proste roke ali je to čisto odvisno od projekta, režiserja, imate glede tega kako stališče? To je predvsem odvisno od režiserja, na prvem mestu bolj kot od projekta. Zdaj, tako kot sem že prej povedal, jaz nerad sam montiram, ne, ker sem na parih projektih se ujel, da je to zelo težko, ker v bistvu težko je slediti tej ideji, ki je postavljena in ti potem ta material malo po svoje delaš, nimaš pa, tako kot režiser nima kritičnega očesa režiserja, tudi ti nimaš kritično oko režiserja ali pa nadzornika, ne. Tako da jaz predvsem raje z režiserji delam skupaj, ker mi je tudi pomembno to vzdušje in ta energija, ki se ustvarja pred tem. Zdaj, če pa nekateri, bom rekel tako, ne, in z večino režiserjev, ki vejo, kaj hočejo, je super delati, zato ker dobiš, ker v bistvu tudi on meni pomaga montirati, ne. Zdaj, če je pa kakšen režiser, ki ti ne da predlogov, ne, ker so različni. Eni pridejo v montažo in sem gledajo in to ni v redu in delaš naprej in to ni v redu, ne. So pa režiserji, ki rečejo, ne, to bi pa daj probaj tako, ne. Seveda, najboljše s temi delati, ki imajo neko idejo, neke predloge, oziroma po neki montažni seansi doma razmišlja, pride drug dan v montažo in reče, lej, to sem pa razmislil, to bi pa tako delati in to je super, zato ker potem sodeluješ, ne.
Zdaj pa nek režiser, ki sedi zraven, pa mi govori, to ni v redu, lahko pa tudi sam montiram. Ne. Ja, različno je, res je od režiserjev, se mi zdi odvisno. Tako, ne vem, tudi v katero fazo imaš v bistvu. Mislim, jaz imam načeloma rad, da imam malo proste roke, ampak ne pa tudi zdaj preveč, tako kot je Juri rekel. Zato, ker dober je, ne vem, jaz recimo ful rad pogledam material sam, pač čist sam, da ga pogledam, pa da vidim, kako je pa to. In pol pa mogoče, da ga še enkrat pogledam z režiserjem, pa da se pač pogovarjava, pa da, ne vem, tudi če se recimo pri igranih filmih, če se zbira take, pa tako. Da pač malo tudi začutiš, kaj je njemu kul, pa kaj je meni kul, pa mogoče, če nama niso iste stvari, da pač veš, recimo, kaj bi ti probal sam, pa kaj bi zanga probal, tako v tem smislu. Pa pač je ful odvisno. Eni pač reče, ok, zdaj ti to sva naredila, zdaj ti naredi eno prvo roko, pa bomo pol videli, kakšni so, recimo, ne vem, z Miroslavom sva dosti skupaj skozi, ne vem, recimo zelo zanimivo je bilo pri Orlotu, pri Sarah Karen, ne, je rekla, jaz ti ne dam ne scenarija, ne nič, ti sam pogledaj material, pa se bova pol pogovarjala, pač kako se ti zdi. In to recimo je bil tudi en zanimiv pristop, zato ker pač si res gledal material, jaz sploh nisem vedel, kaj se dogaja v filmu in pač sva se lahko potem čisto pogovarjala, da ene stvari ne pridejo ven, tako pač v bistvu je bilo to ful dober nek proces, ne. Tako pa pač je, se mi zdi pa na teh zadnjih fazah pa itak, se mi zdi, moraš biti skupaj z režiserjem, ne. Lahko sem nekaj dodam, glih me je spomnil na to, kaj je govoril o tem, da ni dobil scenarija. Jaz pa v bistvu nikoli scenarija nočem brati. Malo me nekateri pogledajo, ki prvič delajo z mano, rečem, hočem material gledati, da nič ne vem. Seveda vem približno vsebino, vem, kateri so glavni igralci, vem neko glavno nit zgodbe, ampak podrobnosti nobenih. In v bistvu sem nekako do tega prišel, da nočem, da hočem skozi to, ko prvič material vidim, začutiti, kaj je hotel posnet. Reče, pa ne bo znal sestaviti. Še zmeraj sem vsak film sestavil, mogoče 2-3 stvari v celovečernem filmu nisem prav postavil in rekel, ne, to je pa tako mišljeno, pa tako, ne. In mi je v bistvu glih to užitek, da prvič vidim material in da iz materiala ugotovim, kaj je, in zato se tudi rad potem z režiserjem pogovarjam, kaj je mislil za to sceno, ne. In zdaj, v bistvu do zdaj sem uporabljal scenarije, samo če sem sam delal, pa da kje nisem res razumel, kaj je hotel povedati, pa pol v scenarij pogledam, ampak povem, da tudi takrat nisem pol kaj veliko več vedel. Mogoče če imate še kak tak zanimiv princip, da ga poznate ali pa ste slišali, na kak način montažerji pristopajo. Vemo, da eni si podlagajo glasbo v prizorih, tudi če pol te glasbe tam ne bo, samo da je nek ritem, nekateri, ne vem, čistek, mogoče kak zanimiv princip za razmišljati ali pa pristop. Če komu pade na pamet, saj če ne. Mislim, poleg tega, da jaz naberem scenarijev, zelo rad od prve tudi skušam zmontirati sceno, se pravi tistem, kar sem prej govoril o prostoru, najdeti kompozicijo in zato mi tudi zmeraj se pravi, ko dobim material, se zmeraj najprej osredotočim na, kaj ta scena hoče povedati, ne, se pravi, kaj je njena osrednja točka in potem kakšen prostor bo najboljši za to sceno, seveda v kontekstu celega filma. In potem tudi hočem to sceno čim bolj, ne, jaz ne maram nekih grobih montaž, zdaj vržemo vse kadre gor, pa imamo to na 4 ure materiala gor in to potem gledamo. Ne zdaj čisto fino montažo, ampak jo probati vsako sekvenco od prve začutiti. Zakaj? Zato, ker sem tudi ugotovil, da ko enkrat vidim material, več nimam tega odnosa do njega, kot ko ga prvič vidim. Prvič gledam material, nekaj začutim pri njemu in ga skušam postaviti tako, kot mora biti. Zdaj, enkrat ti bolj uspe, enkrat ne. Potem, ko se vračaš drugo roko, tretjo roko, te stvari popravljaš. Sem pa ugotovil, da tam, kjer najbolj zadanem, pravi občutek, dostikrat ostanejo scene od začetka do konca, ne. Mislim, oziroma da velikokrat zadanem tisto, kar je pravilno, ne. In je tisto potem tudi najboljše. Smo probali neke scene pol premontiravati, recimo posebej z nekimi režiserji, ki pridejo iz AGRFT-ja, ki delajo prve filme, bi probali vse, ne.
in obračaš 5krat in se potem vrneš na ono prvo verzijo in ugotoviš, da je najboljši. Ok, zdaj bi mogoče, a ima kdo kako vprašanje? Izvoli, kar na glas. Mene zanima za to, kar ste rekla, da pogledate vas material. A vi pa pogledate material, ki vam ga asistent uredi v zaporedju, pač linearno, ali dejansko gledate kaj, dnevni, čisto razmetan material? Odvisno. Jaz, če se le da, si probam dati nekako linearno zaporedje, pa pol pogledati, zato ker se mi zdi, da lažje dobiš občutek čisto zares od materiala, ampak recimo, če bi pa, kdaj pa tudi recimo pogledam že, ko snemajo, pa pač pol kot neke te dailise v bistvu pogledam, pa pač pol mogoče kasneje še enkrat v zaporedju ali pa. Sedaj zadeva je taka, da asistenti imajo v bistvu vse manj posla in si dostikrat tudi sami pripravljamo material. Ne bom rekel, da je to zmeraj, ampak vse večkrat, ker digitalna tehnika je omogočila tudi enostavno sinhroniziranje in v bistvu ta poklic skoraj izumira, ne. V času, dokler se je na film snemalo, brez asistenta nisi mogel in si v bistvu prišel na novo, ne. Tako da za dosti projektov nekako itak preleti material med tem, ko sinhroniziram. Sicer si pa nikoli nočem celega materiala gledati glih iz tega, ker hočem, da ko se lotim montaže, da prvič gledam material. Zdaj seveda, to je pri igranih, pri dokumentarcih je pa čisto drugačna zgodba, ne. Tam je pa, mislim, zdaj pa skozi spet, včasih so dokumentarce snemali, je bilo, ne vem, 16 ur, 20 ur in ti si lahko pogledal teh 20 ur in jih nekako spravil v glavo in pol skušal iz tega nekaj. Zdaj snemajo od 30-40 ur pa do 100 ur, ne, in to človek ne more skonzumirati, ker ko ti prideš enkrat do 20-30 ure, sploh ne veš več, kaj si na začetku gledal, ne. Pa ne, da ne veš vsebinsko, ampak tudi po občutku več nimaš in se zgubiš, ne. Recimo jaz nekako zahtevam, oziroma želim, prosim režiserje, da nam rekel, da zahtevam od režiserja, če izbere ključne dele, ne večkrat so to intervjuji ali pa pač kakor je snemal, če je samo observacija, neke ključne zadeve, ki jih lahko vržem v neke pol ure, 1 uro, se pravi, da imam na začetku neko ogrodje, kaj je on sploh mislil. Ker zakaj? On je bil na snemanju, ve, kaj je postavilo intervjuje in mi reče in ve, aha, tam je bil odgovor dober, tam je bil dober in jaz najrajši dobim te neke dele pri dokumentarcu, jih sestavim, da tudi dosti hitro pride v 2 dneh in potem imam pred sabo neko idejo, ki jo je imel režiser in iz tega mi je potem najboljš graditi. Seveda, dostikrat pol ves material gledam, ampak mi ga ni treba naenkrat, ki jaz temu rečem, da se v bistvu zapacam s tem, ne, in več ne vem, kaj je kaj. Na ta način pa potem, ko greš od začetka in pol skušaš, pri dokumentarcih itak skušaš najprej nek začetek najti, ker dokler ne najdeš začetka, je zelo težko potem sploh razvijati dokumentarc, ne. In pri iskanju tega začetka potem ves material nekako počasi gledaš, tle, aha, kaj bi lahko bilo tle, tam in tle, pol pa to lahko traja 2-3 tedne in nekako pol pridem čez cel material, tudi čez 40-50 ur materiala dokumentarnega, ne. Ok, še kako vprašanje? Izvoli. Juri, prej si omenil, da na eni točki tudi material začne narekovati, nekako ali ritem, ali hitrost rezov. In me zanima, da recimo, ko si zložil kaj, kar je recimo delovalo, pa pol mogoče konkretno recimo glasba se tvojemu občutku ni zdela recimo ali mogoče preveč sprana ali preveč očitna ali karkoli, a je to možno, da vi pol montažerji recimo javite oziroma ne vem, a gre ta workflow nazaj do ustvarjalca glasbe recimo ali pa ne vem? To gre absolutno. Mi zmeraj sodelujemo z glasbeniki, mislim, odvisno zdaj od režiserja, ne, pa odvisno od projekta. Največkrat je bolj problem, da nekako časa zmanjka, ker glasbenike prepozno aktivirajo, ne. Recimo to, kar nihče ne dela razen Lynch, da glasbenika že pred snemanjem najame in potem igralcem na snemanju spušča glasbo, ne. To, ko sem prvič slišal, se je rekel fenomenalno, ne, da neko vzdušje dela že takrat. Ponovadi se pa glasbenike čisto prepozno najema, ne, že pol v fazi montaže. Treba jih je vsaj tik pred konec snemanja, ne. Ker glasbenik tudi rabi nekaj časa, da pride noter, da nekako dojame. In pri večino filmov zelo tesno sodelujemo z glasbeniki, ne.
Jaz tudi zmeraj se trudim za vsak projekt, ki ga delam, najdeti neko glasbo, neko demo. Zdaj na srečo tudi na internetu vse več teh nekih strani, kjer lahko neko, bi rekel, vsaj zastonj glasbo daš noter, ki bi jo lahko eventualno potem uporabil v filmu, ne. Ker sem pa na enem filmu sem naredil eno veliko napako, ki jo nikoli ne smem več ponoviti, sem si rekel, ne. In to je bilo na Karavli, ki je režiral Rajko Grlić, tu sem bil asistent Andriji. In smo že od Ohridu dol smo montirali ta film in iščeva midva glasbo. Andrija tudi zelo rad išče, ne, mogoče sem se od njega tu nalezel. In jaz potem tam poslušam Anastasijo, to je iz Before the Rain glasbo, ne, ki vemo, kako je dobra. In jo podložim pod končno sceno v Karavli, ne. In ko je Rajko prišel in to videl, seveda s to muziko, Makedonija, to dela, on je bil čist, to je super, ne. Ampak na žalost, noben glasbenik te glasbe ni mogel ponoviti oziroma drugačno narediti, seveda ti pa ne moreš iz Before the Rain uporabiti glasbe, ne. In dostikrat je vrljivo, če daš neko glasbo, ki je predobra, je problem, ker jo potem nihče ne more, bi rekel, narediti drugačno, pa da je tako učinkovita, ne. Tako da tle se je treba držati vseeno, pravim, da zdaj je super, ker lahko vsaj neko glasbo dajem, ki eventualno, če zelo paše na to sceno, se da tudi za zelo poceni dobiti, ne. To so potem, to so te Creative Commons strani, to pa ostane lahko 100-200 evrov, se pravi, si lahko tudi nekdo prvošči, če slučajno mu je glasba všeč. Drugače pa v bistvu jaz zelo veliko predlagam glasbe, iščem zmeraj, dajem neke, kje bo šla glasba, zdaj težko pa je najdeti nekaj, kar točno v tvoj film paše, seveda pričakuješ potem od glasbenika, da bo to naredil to, kar filmu paše, ampak probam pa najti dele filma, kjer bo glasba prišla, ne. In ker to sam postavljam not, potem tudi montiram na ta način, ne. Recimo v neki drugi roki, ne, se pravi, prvi še ne postavljaš glasbo, pa gremo še eno čez, ko je film že malo bolj izkristaliziran, pa zelo rad dam glasbo, ker je še ena stvar. Tam, kjer mi pa ne dajo glasbe, pa rečem, vsi bo glasba pol, rečem, lej, glasba je tudi nekaj, kar mene potem naprej daje neke ideje in me nekaj vzpodbuje in mi da neko novo perspektivo filma, ne. Še ti kaj dodal, če ne bi šel na klipe? Mislim, izvoli, ker mislim, mogoče... Ne, okej. Zdaj mi imamo par primerov, sta pripravila Andrej pa Juri iz njunih filmov. Pa lahko mogoče s tabo zdaj začnemo. Se pravi, jaz bi šel mogoče na ta Kaos najprej, če si za. Skratka, pokazali bomo dva odlomka, in sicer isti prizor iz grobe montaže filma in isti prizor v končni montaži filma. Pa bomo pol pokomentirali. Upam, da bom tole zdaj znal. Izvoli, Andrej. Zakaj si izbral ta odlomek, mislim, ta primer? Ja, pač to je v bistvu magistrski film od Nikolaja Vodoška. In pač hotel sem, mislim, tako zanimivo je, ko gledaš neke stvari, ki se je zdaj že nekaj časa minilo, no, odkar smo jih delali, pa vidiš polenih stvari, ki bi verjetno bi bilo bolj drugače narediti, ampak pač tako je, ne. Pač ampak v bistvu sem pa to zbral zato, ker sem hotel v bistvu pokazati, da tista prva verzija je nekako tako, kot je bila mišljena v scenariju, torej, da so res ločeni prizori, vsak pa nek začetek, ne vem, to so neki 4-5 prizorov, v bistvu, ki se res začnejo, se razvijajo, končajo in tako. In pač, ko sva montirala, sva ugotovila, da pač enostavno to pač ni v redu, a ne. In kar je bilo v bistvu še bolj pomembno, sva glih v montaži ugotovila, da bi mogli nekako bolj izpostaviti od Timona Šturbeja lik, ne, ta fant, no, ja, Timon pač. Nekako bi bilo, to tudi je Niko mogoče malo ni toliko razmišljal, tudi v scenariju pa to nekako ta njegova osamljenost ni bila čist jasna, pa dost močna v tisti prvi verziji, pa sva potem probala nekako s tem, ko sva združila vse te scene, da to rata en tak kolaž, neke prekrokane, zadete noči, pač nekako ven pa
da bi se bolj izkristalizirala ta njegova nemoč v bistvu, pa nekako to, da on je sicer s frendi na tem bazenu, ampak ni pa zares vesel, no, tako kot so oni, pač pa nekako mu ni dobro, da se drogirajo pa vse to. In nekako pol sva probala pač vse te prizore nekako združiti v nek tak kolaž, no, tako da je nekako ritmično, mogoče malo boljš, pa ful bolj skondenziran, pa mogoče bolj jasno, ampak je pa tudi malo na silo to narejeno, se mi zdi, in to zdaj pač vidim, da tukaj, ko smo se prepogovarjali o tem materialu, pa da moraš slediti materialu, pa to kdaj mogoče tudi mi takrat to nisem jaz to tako dobro znal narediti, ne, pač da je zdaj to malo na silo v bistvu izpade, da pač so ti neki njegovi bližnjaki, ki je pač malo bolj nesrečen, no, tako so zelo očitno poudarjeni na enih zelo očitnih mestih, tako da mogoče je to malo pretirano, se mi zdi, ampak ja. Ja, meni se zdi, da v primerjavi teh dveh odlomkov se mi zdi, da je kondenzacija ena glavnih stvari. Se pravi, razlika v čisto času med prizoroma je minuta 40, pa se mi zdi, da ima da drugi je in krajši in ima boljši fokus, no, na to. Ok, ima še kdo kak komentar na videno? Če ne bi šel kar mogoče še na ta druga dva klipa. Se pravi, to je pa iz filma Miroslava Mandića Igram sem. Zelo en kratek odlomek, bomo pogledali spet najprej grobo verzijo, pa končno varianto. No, ste videli, ne, tukaj je pač v bistvu ena razlika, pač, da sta najprej malo mogoče konteksta sem, torej on zapušča svojo družino, zato ker se je zaljubil v soigralko, s katero je igral on je igralec, zaljubil se je v soigralko, s katero je skupaj igral v Žajfnici in zdaj gre pač v hotel, v hotelsko sobo, kjer je pač ta tramvaj njim pele in gleda v stanovanje v bistvu te igralke, v katero je zaljubljen. In pač recimo v prvi verziji ta take je zbran, je zadnji take in vem, da sva se z Miroslavom veliko pogovarjala, pač v vsakem takeu je pač to dete sodelovalo močno in pač je bilo noro, pač iz takea v take in pač imamo ta, ki govori, pač to je krasno, ne, ampak se zgodi nekaj drugega, se mi zdi, da pač ta lik njegove žene, ne, rata ful razumevajoč v tistem prvi verziji, ne. In je nekako, tako, da bi ga razumela, da zdaj on gre in pač ona bo počakala in potem bo pač verjetno prišel nazaj, in mogoče ni to prvič, kakorkoli. V drugem takeu se mi zdi, sta pa ona dva pozabila tekst, ne. In je on pač stal in je očitno pač pozabil, da mora reči, zdaj grem, ne. In je spet dete začelo z rokami in on je to pač pograbil, ker res ta izjemna bila oba. In ona umakne to roko, ne, in je pač v tej tišini obstanemo in pač ona rata čist nek drug lik, se mi zdi, čist z neko jezo res nora, da pač, čist drugačna, neka močnejša rata, no. In zato sva se pač za to odločila, v bistvu, da nekako v filmu, ko smo gledali, sva nekako rabila to, da pač ga nekdo sam, da je nekdo malo v bistvu zastopa gledalce, no, ker mogoče ne razumemo, tudi mi ne, zakaj on to dela, ali pa pač razumemo, no, ampak kakorkoli, pač, da je ta nek pol nerazumevanja ona. Ok, dobro mi je bilo to, ko si rekel, tako se ste videli, ne, kakšna je razlika, pa me zanima, koliko vas je res takoj videlo, da je bil, koliko ste vi natančno zaznali te nianse, o katerih je Andrej govoril, ne. Se mi zdi, da to, Andrej pa si se malo razumel, ne, čist druga pesem. Se mi zdi, da je to zelo zanimivo, ko človek brska po teh niansah. Mogoče ena sama ne obrne zdaj vsega na glavo, ampak ko potem spremeš 10 ali pa 50 takih odločitev v filmu, pa lahko se karakter čist spremeni, razumevanje nekega lika ali pa neko paleto čustev ali pa kompleksnosti, dejansko se filmi skozi to spremenijo, ne.
Jaz se spomnim, ko sem gledal ta film, pa ko sem zdaj se pripravljal, mislim, ta prvi kader dejansko bolj polajten, kot sem ga jaz imel v spominu, ne. Ker je ta neka teža se vzpostavi. Sploh malo je tudi dejansko, ko samo en klip pogledaš, nimaš okoliščin prej pa nastavkov pa kasneje, ampak ja, se strinjam, te nianse dejansko lahko zelo so pomembne. Okej, ima kdo kak komentar? Ste videli vsi razliko? Res? Okej, super. Nič, a gremo, Juri, tvoje klipe pogledati. Jaz se bojim, da smo malo pozni, pa bomo gremo kar na Juri. Delo Svobaja. Delo Svobaja za začetek. Delo Svobaja, okej. Sem mogel potem nekaj drugega izbrati, zdaj zakaj sem izbral Delo Svobaja, več razlogov je. Ne. Kot prvo je to moj prvi celovečerni film, na kar sem zelo ponosen. Tudi, da sem ga delal, kot drugo, da nekako obudimo spomin na krasnega igralca Petra Mosevskega. In kot tretje, nekako, ko sem začel ta film montirati, se pravi, ko sem dobil priliko, na srečo Damjan ni mogel prvi dan priti v montažo. In jaz, ko sem začel montirati, sem naenkrat ugotovil, da mi stvari kar ne grejo skupaj. In meni je ratalo vroče. Jaz sem se lotil celovečerni film montirati, se pravi, to je bilo nekje 4 leta potem, ker sem se sploh začel s filmom ukvarjati. Prej sem že neke filme montiral z Andrejo, bil njegov asistent in to je bilo tako, ko smo delali one filme, kar skupaj letelo to. Ko sem se pa izlotil, pa nič ni stalo. Pravim eno sekvenco, pravim drugo sekvenco. Takrat sem spoznal, da če imaš samo 4 leta izkušenj in nič konkretnega, kako težko je montirati v bistvu, ne. Da ni tako enostavno bo montiral. Sreča je bila tudi, da sem šel pol do ene 5., 6. sekvence in nekako mi je montaža stekla, bi rekel, da nekako sem ugotovil nek koncept. In tretji dan, ki je tam prišel, sem bil iz najhujše vročine, v bistvu straha, da ne bi zmogel zmontirati film, ne. Če zdaj gledam to nazaj, to je čisto normalno in tudi danes, to smo se z njim prej v zunaj pogovarjala, danes so novi montažerji prikrajšani za eno stvar, ki sem jo jaz dobil in to, da sem v bistvu bil vajenec. Kot asistent sem šel čez neke filme. Za digitalno tehnologijo je tega vse manj in v bistvu morajo vsi začeti sami montirati. In ko se jaz sebe spomnim, da sem imel že 4 leta izkušnje in da nisem vedel, kako film sestaviti skupaj, da dejansko ne znaš. Montaža je v bistvu kilometrina. Ti šele, ko zmontiraš 20-30 film, počas začneš dojemati, aha, tako funkcionira, tako, ne. Še zdaj, ko sem jih že, ne vem, 60-70, še nič ne znam. Mislim, znam neke stvari, ampak na vsakem materialu se lahko zgubiš, ne. Tako da to je, zato sem ta film dal, da sem se v bistvu lahko na te stvari navezal, kako je montaža kompleksna stvar in zahtevna in ni enostavno. In nove generacije so prikrajšane saj tega vajenštva, ki je prej na filmu bil nujen kot asistent, danes je pa tega vse manj, ne. Zdaj pa bom za naslednjo odlog še kar povedal, zakaj sem drugega izbral. Zdaj bomo gledali Niko, to je en mladinski film, ki ga je režiral Slobodan Maksimovič. Tle bi okrog tega filma sem hotel pa tu povedati, da dobro, jaz sem dobil 3 vesne, najprej za Zavedno film od Kozoleta in bom rekel, da tam nekako še upravičeno nekako sem nek ritem najdel znotraj te drame, ki je bila posneta z 2 kamerami in se mi zdi, da sem recimo si zaslužil nagrado, ne. Že drugi film, Hvala za Sunderland, sem precej prispeval, film se je spremenil, nisem pa zdaj spet nekaj takega naredil, da bi pa mogoče moral dobiti nagrado za to, ne. Sploh pa za tretji film, se mi zdi pa, da sem tukaj prispeval k ostalim 40-30, da se pravi, mogo pa za 30 filmov dobiti nagrado, ne. Zdaj, po drugi strani, kdaj pa narediš nekaj, ki se ti zdi, recimo, in to je bilo pa za Niko, smo nekaj stvari zmontirali, ker rečeš, to je fejst narejeno, ne, bi pa lahko dobil nagrado za montažo, ne. In zdaj, tle je vprašanje, ali je tisto leto bil nek film, ko je nekdo res ga bolj zmontiral, ali
je pač to montažo tako težko odkriti. Ne. Tako da zdaj si pogledamo pa en odlomek, ki se meni zdi, da je, ko ga danes pogledam, še zmeraj v redu, dobro, se film tudi ni tako star, 4-5 let, 6, ne, točno. Ampak ja. Ja, ok, super. Luči sam, prosim. Zelo nagužvana sekvenca, to je iz konca filma, ne, tako kot se pravi. To je zaključek. Mislim, sigurno je montažno bilo treba uskladiti cel kup različnih stvari, se pravi in konc filma, intenzivnost dirke, cel kup enih karakterjev, ki se v takem tipu filma morajo pokazati na tej točki. Zelo različen material, droni, slow motioni, frame rate, detajli, flashbacki, glasba, montaža zvoka tudi, ne, zelo pomembna za to sekvenco, poleg tvoje montaže. To sem tudi hotel mogoče vprašati, a ste se vračali nazaj k tebi po montaži zvoka ali kako ste to? To smo že kar splanirali v montaži, da je tako v bistvu več ali manj dobro. Glasba ni bila čisto končna, ampak to je bilo vse v montaži narejeno, v bistvu je že offline verzija taka, kot je ta, ne. Tudi o tem smo se pogovarjali, da zvok dol gor, dobro, to je zdaj stvar miksa, ne, ampak več ali manj je bilo vse narejeno, ne. Se zato pravim, da je težko kdaj ugotoviti, kaj je režija, kaj je montaža, ne, bi moral povedati, to je narejeno, ne. Pa dobro, se to ni edini primer, to je en tak primerov, ki si misliš, da je ne, bolj po nekaterih filmih tudi narediš nekaj v redu, veliko pa se to ne opaz, ne. To je tak primer, da se vidi montaža, ne. Ja, tle je pač zmontirano, ne, ker. Dobro, kaj zdaj pa še na druga dva primera? Ja, zdaj imamo pa še dva dokumentarca, ne. Dobro, to bom pa bolj kar vnaprej povedal, pa Okay. še kaj še rekel, ne. Zbral sem pa še dva dokumentarca zato, ker v bistvu princip montaže igranega filma pa dokumentarnega se čisto razlikuje, ne. To je absolutno jasno. Ker v igranih filmih je zgodba vnaprej postavljena in ko začneš montirati, jo postavljaš po scenariju. To je tudi ena od stvari, ki sem se od Andreja naučil, rekel, zmeraj je treba film najprej postaviti po scenariju. Zakaj? Zato, da režiser vidi to svojo prvo idejo, ki je naredil. Prav. Ne spreminjati nič, dokler narediš prve verzije. Tudi če je kaj narobe. Šele, ko imaš prvo verzijo in ki si jo režiser pogleda, takrat greš ti v neko spreminjanje, ne. Dobro, seveda neke očitne napake popraviš, ampak načeloma prva verzija filma naj bo po scenariju. In je tako prav, zato ker potem režiser ne more več nekaj govoriti, jo ne, pa sem jaz to tako mislil. Ti imaš postavljeno verzijo in sta tukaj. In zdaj se naprej pogovarjate, kako bo film izgledal. Medtem ko dokumentarci je pa čisto druga zgodba. Dokumentarc več ali manj ima sinopsis ali pa neko idejo samo in potem gre snemati neke intervjuje ali pa par observacijskih, pač neko zgodbo, ki se zgodi. In je treba v bistvu film postaviti v montaži, ne. Tam dobiš 20 ur intervjujev ali pa 10, 20, 30, ne vem, in potem še 30 ur nekih dodatnih materialov, ne. In v večini primerov režiserji nimajo prave ideje, kako, ne. Mogoče kdaj reče, s tem sem jaz mislil začeti, pa je to en kader, ki se mu zdi ideja na začetku, ne. Večinoma pa pridejo, pojma nimam, ne. Tako da v bistvu montažerji pri dokumentarcih večkrat veliko več dodamo filmu kot pri igranih, ne. Seveda tudi pri igranih spreminjamo in to, ne, ampak se mi zdi tako, kot da je prispevek pri dokumentarcih še večji, ne. Zdaj, saj za ene dva dokumentarca vem, da jih ne bi bilo, če ne bi jaz naredil neke intervencije, ne. Zato, ker so režiserji že obupali nad materialom, rekli, konc, to ne bo filma, ne, in sem si rekel, čakaj, ne, in potem prišel z nekimi idejami in pač te dokumentarci danes tukaj so zaradi tega, ne. Danes bomo pokazali, kaj smo že rekli, Buldožer pa... Imamo trailer Dolge počitnice pa Buldožer, en del filmička. Dva primera sem dal, se pravi, ena bolj dramska zgodba, to je mene en ljubših filmov, dokumentarnih, ki sem jih delal z Damjanom, Dolge počitnice, ki govorijo, se trailer pove več ali manj. Zakaj ta film dam? Zato, ker sem v bistvu zelo veliko prispeval pri njemu točno to, da ko smo prišli v montažo, še scenaristka je bila ena zunanja z novinarka iz Pop TV-ja in ta novinarski pristop je zelo tak, da veliko informacij vse povedati. Se pravi, filmarji pa bolj vemo, da film morajo biti čustva, da če hočeš ti doseči gledalca, da je to gledljivo, moraš
film enostavno mora pri gledalcih čustvo vzbuditi. Ne. Informacije jih ponavadi zamorijo. Ne. In potem se zmeraj trudimo čim manj informacij. Ta film govori o izbrisanih in recimo ta novinarka je hotela, koliko je bilo izbrisanih, koliko jih je tam, koliko so jih tle, bolj so mi da z nami govorila, to ni pomembno, zato so knjige, zato je internet. Mi moramo narediti film, zgodbo. Smo pa nekako se to na koncu menilo, ona je skoraj obupana na tem. Se pa je pa še en problem. Oni so snemali 4 ljudje, ki so bili izbrisani in so govorili svojo zgodbo. Jaz sem se pa itak že bal ta dokumentarci dela zaradi tega, ker te ljudje so izgubili celo svojo, vse, kar so imeli, vse fotografije. Več ali manj so imeli po 2, 3, 4, 5 fotografij, tle ni bilo veliko materialov. In oni bojo zdaj govorili 2 ure, mislim, pa uro pa pol, ne, ker je bil celo večerni v nečem, se rekel, kako bomo mi to skupaj dali, tu bo Talking Heads, ne, dolgočasni dokumentarci. Na koncu je izkazalo čisto drugače, da je bila fenomenalna zgodba, zato ker se je v enega zaljubila ena Angležinja in v bistvu, ko film začne postajati dolgočasen, je ta Angležinja prišla v Slovenijo in se začela boriti za njega, ne, in to je tako fenomenalen filmski obrat, ne, in dramaturgijo speljal do konca. Kar sem pa jaz prispeval, da nismo mogli najti začetka tega filma, ne. In da kakorkoli smo začenjali, se mučili na mesec, ne vem koliko, nikakor to ni steklo. In potem sem se jaz čisto v bistvu, bom rekel, bolj racionalno lotil, ker je vsak govoril zgodbo tega izbrisa, se pravi, ko se je vojna pri nas začela, pa kako so jih pol v Beograd, v Srbijo deportirali in tako naprej, je bilo tu vse pomešano in zato te ljudje niso šli skupaj. Jaz sem šel pa vsakega analitično, njemu se je zgodilo 89 to, 91 to, 92 to, in ko sem postavil te skupaj, tle sem recimo potem sam bil v montaži, sem tu začel sestavljati zgodbo. Imeli smo pa še arhive od RTV-ja, kaj je pa politika naša takrat delala. In ko sem začel s to politiko to časovnico delati, vmes njihove izjave, je pa naenkrat začel film nastajati pred mano. Ne. Potem, kaj Damjan pa šel, super, ne. In potem smo še eno stvar ugotovili, da so 4 preveč in smo mogli enega eliminirati. Smo rekli, ne manj zanimiv, ga eliminiramo, noč so ostali 3 karakteri. In kot pravim, mene en ljubših dokumentarnih filmov. Ta drugega Buldožer je pa malo novejši, pa se nista oba dva, eden je 6-7, drugi pa ne 4-5 let star. Je pa spet eden teh, ki bi rekel, za ta film bi lahko dobil nagrado za montažo, ne? Kar je zanimivo, to govorijo o Buldožerju in sicer o prvi plošči. In je od začetka filma plošča Pljuni istini v oči tako, kot je bila posneta, je tudi spuščena. In jaz sem lovil umestne dele, ki so glasbeni, polagal z animacijami, z slikami in s tem in vse moral tako splanirati, se pravi, glasba se niti enkrat ne prekine. Cela plošča 2 strani in je film v bistvu iz 2 delov z konstantno glasbeno podlago narejen. In v bistvu, tako ko smo film naredili, se mi je zdel to en tak uspeh v montaži, da narediš se prav dramaturško zanimivo in da skozi to glasbo neprekinjeno poslušaš, ne, seveda, od intervjuja niže, potem pa deli više, ne. Si pa Ok, bomo pogledali, se pravi, od dolgih počitnic bomo pogledali trailer, ki nekako zadane poanto filma. Iz tega Buldožerja pa en del, ki se mi zdi zanimivo, sam če lahko dodam, da nekako montažno poskušaš ujeti občutek tega benda, ne? Se pravi, ta nek ludistični pristop, mešanje fotografij, energije, sledenje hkrati glasbi, preskoki, malo nenavadni, mešanje animacije, fotke, intervjuji, se mi zdi zelo dobro, tako montažno, čisto vsebinsko se montaža prileplja na sekvenco. Bomo najprej dolge počitnice. Eno stvar bi še dodal, no, ki se mi zdi mogoče samo pomembna, to pa čisto stališče režiserja. Mislim, vedno znova pozabim, oziroma sem presenečen, tako sem že v vprašanjih napisal, vidva v bistvu, mislim, montažerji niso tretirani kot avtorji, ampak kot soavtorji v nekih pravnih formulacijah, kar me vedno preseneti. Sploh recimo v razmerju do direktorjev fotografije, ki se mi zdi, da sta, se pravi, te 2 funkciji se mi zdi, da sta nekako, mislim, zelo pomembni, ker sta zelo ključni za film, pa zelo poglobljeno povezani s filmom, s tem, da direktor fotografije, to so neka vhodna vrata v film, montažerji so neka izhodna vrata oziroma tak. Zakaj
mislim, vi v bistvu, mislim, kako je do tega, mislim, zakaj montažerji niso tretirani kot avtorji? To nikoli jaz ne razumem. Jaz sem se tudi tu spraševal, pa sem malo začel raziskovati in sem gotovo kaj. Ne? Seveda, Mislim, pardon, pravno, ali ne? ja, To sej, od začetka, bomo rekli 100 let nazaj, v bistvu, ko še ni bilo filma, ni bilo ne igralcev, ne producentov, oziroma ko se je začel delati recimo tudi na prvih filmih, ne, sem bral, da igralcev sploh niso hoteli podpisati. Šele pol, ko so ratale neke te hollywoodske zvezde, neki, ne vem, ta Mary Pickford, pa Bronco Billy, ki so videli, da to ljudi privlači, so začeli njih podpisovati. Ne. In od začetka je bila montaža čisto tehnično opravilo, ne, se je sestavljanje filma tretelo režiserjem in tako naprej. Ne. Za zgodovino so se poklici dodajali. Recimo kot kreativen del se oblikovalci zvoka niso šteli do 70-ih, 80-ih let, šele z Dolbyjem, s tehničnim razvojem, so, bi rekel, režiserji že takrat, ko so imeli večji vpliv, to pa je tudi kreativno delo. Ne. In te stvari se počasi razvijajo. Zakaj? Proti so pa tisti, ki od avtorskih pravic živijo, veliki producenti. Ne. Te zavirajo, da bi nas dali pa ne govorimo o slovenskih, ampak na svetovnem nivoju. Ne. In v bistvu se z borbo počasi, so se dali animatorji noter, pa potem DOP in tako naprej. Ne. Ampak zmeraj je bitka, veliki producenti hočejo imeti čim manj stroškov, ne, avtorji pa svoje pravice. Ne. Mislim, sprašujem tudi zaradi tega, ker mislim, montažerji so pogosto v različnih obdobjih odigrali ključne vloge tudi v razvoju čist filmskega jezika, filmske zgodovine, sovjetska šola montaže, novi val. To so, mislim, da montažerji res poglobljeno poznajo pa razmišljajo v filmu in so delali zelo velike premike. Mislim, meni se ti to tak nek birokratski absurd. Ne vem, Andrej, imaš ti še kaj? Jaz se tudi sprašujem, zakaj, ampak to verjetno je neka bolj birokratsko, to se mi zdi, da ne vem, ja, no, to. Ok, vse bomo to spremenili, ne? Čakajo nas svetli časi. Hvala vama, da sta se odzvala na povabilo še na mnogo leta, ne? Želim vama obema, da bi še naprej tako izdatno bogatila naš film, pa srečno, pa hvala lepa. Če ima še kdo kaj, če ne, lahko s temi prijetnimi besedami optimistični tudi zaključimo. Ok, hvala lepa. Hvala.